Gledate oddajo Klepet ob kavi. Cenjene gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji resničnih zgodb o zlorabah in nasilju. Z nami je Gordana Stojiljković, novinarka in pisateljica, ki je napisala knjigo Sama si si kriva. Lepo pozdravljam, najprej Goga tebe, s tabo pa še dve tvoji gosti na nek način, torej Monika Delakali, dobrodošla Monika, in Simona Nina Vrabič. Simona, tudi tebi lep pozdrav. Goga, najprej seveda vprašanje o tvoji knjigi, o tvojih zapisih, o tvojih doživljanjih. V novinarskem poklicu se srečuješ z res tisto hudo črno kroniko. Odkud ta vzgib, da to tudi zapišeš, oziroma kaj ti je bilo res tako močno na duši, da si se lotila pisanja? V bistvu, tako kot si že rekla, res že več kot 20 let se ukvarjam z podobnimi temami. Vzgib je bil v bistvu to, da so me punce, da je bila to njihova ideja. Tri moje v bistvu punce, jaz jim pravim punce, ki nastopajo v knjigi, so se srečale v Zvezdanjini oddaji. In takrat je padla ideja, da bi nastala neka knjiga, in nekako so prišle na idejo same, da bi lahko jaz to spisala tako, kot pač si želijo. To je Simona, ki sem njeno zgodbo spremljala že leta 2006, ko sem kot novinarka jo zapisala. In potem smo pač se usedle skupaj in sestavile zgodbo. To je to. Govori pa seveda o temi, ki je nehvaležna, vendar je pa treba o tem govoriti, ker je nasilje nad ženskami, nad otroci, vse vrste nasilja v bistvu najdemo tudi v tej knjigi, od spolnih zlorab do nasilnega moža, tudi kakšne Monika ima eno posebno zgodbo, ki je odraščala v izredno nasilnem okolju in se je to potem poznalo tudi kasneje v življenju. Skratka, nasilje, ki se vrti, jaz ne bi rada odvrnila zdaj bralcev od tega, zgodba je pozitivna, ker te punce moje so v bistvu sicer res rabile leta in leta, da so se izkopale iz tega, ampak ravno to je problem teh zgodb, ker se težko sam človek iz tega izkoplja. In zato tudi danes nagovarjamo vse tiste, ki so v stiski, naj vendarle spregovorijo, pa poglejmo tudi statistiko. Statistika nasilja nad ženskami govori takole. Nevladne organizacije v Sloveniji ocenjujejo, da je nasilje prisotno v vsaki peti družini v Sloveniji. Leta 2018 je bilo prijavljenih 1431 primerov družinskega nasilja nad ženskami, 298 primerov zanemarjanja in surovega ravnanja z mladoletniki ter 90 primerov spolnega nasilja nad otroki mlajšimi nad 15 let, ampak govorimo o prijavljenih zlorabah. Koliko jih je, verjetno težko ocenjujemo, ampak to so zgodbe, ki so žive, in tisti, ki o tem spregovorite, odpirate vrata in razmišljanje za vse tiste, ki še vedno molčijo. Je tako? Tako je. Jaz bi poudarila samo še nekaj stvari. Torej, kadar govorimo o nasilju, gre za stanje, v katerem se žrtev nahaja. Torej, to ni enkratni dogodek. To si mogoče malo, a veste, tudi ko pride do kakšnega ekscesa, res ekscesa, da pride do kakšnega ubora ali pa kaj takega, se vedno govori, pa je šlo za dogodek. Ni šlo za dogodek, tu gre vedno za dolgoletna stanja, v katerih se pač žrtve nahajajo. Seveda, to je še vedno stigma, zato se stvari ne prijavljajo. Ženske so ponavadi že tako v nekem slabšem položaju, pa ne bi zdaj rada poudarjala prav ženske, ker imamo tudi nasilje nad moškimi, nad fantki in tako naprej. Tako da v tej knjigi sicer govorimo o 3 ženskah, ampak načeloma je tega nasilja tudi nad fantki, ko so majhni, zelo veliko. In jaz bi rada poudarila v bistvu 2 stvari. Eno je to, da bi si želela, da je več preventive in izobraževanja v šolah. In to že od vrtca dalje. Jaz vam bom dala čisto en tak brezvezen primer. Ampak smo vse mame in tudi vemo, kako stvari potekajo. Recimo moja hči je že od 4. leta naprej
mi vsakič znova, še preden se v avto usedem, reče, da se moram pripeti. Ne? Torej, otroci to vejo. Ne? In če se otrokom od 4., 5. leta naprej, če se jih uči, kaj je prav in kaj ni prav, sem prepričana, da bojo to zapopadala. Ne? In to gre, dejansko gre za to, da si, kako bi rekla, da vzgajamo tako fante, ki imajo mogoče te neke predispozicije za neka nasilna dejanja v prihodnosti, hkrati pa osveščamo žrtve, da lahko se obrnejo na nekoga. Imamo cel kup nevladnih organizacij, tudi vladnih inštitucij, ki lahko pomagajo. Problem je samo v tem, da je treba spregovoriti. Tako, in verjetno s tem osveščamo tudi vse tiste, ki so priča nasilju. Tako. Pa se to sprejema kot nekaj normalnega. In prisluhnili bomo z velikim zanimanjem tudi vama dvema. Takole res na prvi pogled in po občutku vidimo, da je življenje res lahko lepo, ne glede na to, da si šel skozi strašno zgodbo. Torej je moč tudi zaceliti rane za nazaj. Je tako, se strinjata tudi vidve? Monika? Jaz se strinjam, definitivno. Pač tudi vsega, kar te je v življenju najbolj strah, se mi zdi zelo pomembno, da mora človek najti neko moč, da se soočiti s tem strahom, da šele potem lahko iz tega strahu greš v boljše obdobje v življenju. Veliko ljudi pa zaradi strahu ne naredijo korakov naprej. Ja. Torej, Monika, kako težko je bilo spregovoriti o svoji zlorabi? Meni je bilo zelo težko, sploh zaradi tega, ker takrat sem že imela sina in sva pač skozi sama živela. Dejansko podpore ni bilo, strani staršev sploh ne. Kaj vse se ti je dogajalo? Ja, kot majhna pač sem doživljala nasilje, pretepanje, tiščanje glave v polšter, da bi zaspala, potem pač tudi tepež s pasom, skrivanje hrane, potem sem se zapirati začela vase, sem težko pač izražala sebe, tudi če sem čutila, da bi rada nekaj povedala, nisem imela te veljave. V šoli recimo so me zmerjali, da sem debela, da ne sodim z njimi na, ne vem, baleto pa to. In v bistvu tudi doma recimo s sestro, s polbratom, tudi nekako ni bilo nekega razumevanja. Tako da sem v bistvu vedno bolj zahajala v tisti svoj svet in ostale so mi pač samo pisanje pesmi, zapisovanje teh občutkov skozi dnevnik, da sem lahko pač sploh preživela in pa nenehna pozitivnost. Ampak ta pozitivnost je bila v bistvu, če tako pogledam nazaj, nezdrava, zaradi tega, ker če ti si skozi samo pozitiven, pa ne moreš nič spremeniti, narediti premikov na boljš, ni tle nekega, ne vem, pač pomena v pozitivnem smislu. Se ti zdi, da je to na eni strani lahko vzgib, da sploh preživiš, po drugi pa malo potlačiš vse stvari, da preživiš. Potlačiš, se definitivno moraš potlačiti. Jaz sem skozi videla, sej bo jutri boljš, ali pa nisem se sploh hotela obremenjevati s tem, tudi pač, če je bolel, nekako greš naprej, ampak pol v bistvu skozi odraščanje, pa ko sem šla od doma, ko sem pri -10 zunaj spala, ko so mi pol v šoli pomagali, da sem prišla v dijaški dom. Potem sem imela partnerja ljubosumnega, skrbela sem skozi to, da pač bi bila skupaj. Ko sem pol že zanosila, sem recimo njemu hrano dajala, da bi bil z mano, ker je pač vedno rekel, da gre domov, da mu mama kosilo kuha in to me je jezilo. Pol tiste, kar sem imela prihrankov, sem se vedno počutila, da moram skozi vse dajati, pa nisem dejansko nič delala. Narediš vse, da dobiš ljubezen, je tako? Kupovala si je ljubezen. Ja, in to sem tudi doma recimo počela, ko sem od ene prometne nesreče dobila denar, sem vse delala za to, da bi, ne vem, mamici, očimu polepšala trenutke, da bi videla, da si želim ljubezni, razumevanja.
In pol pač tudi takrat v tistem obdobju, ko sem hotela samomor delati, je bilo to samo zaradi stiske v meni, ker sem želela nekam pobegati. Najraje bi videla, da sploh ne bi tam živela. Samo da se konča ta Ja, zgodba. Je ja, tako? ja. Monika, hvala ti v tem trenutku za tvojo iskrenost. Nadaljujemo, dekleta, s pogovorom. Mi pa si poglejmo, kateri dogodki so pred nami. Kaj bo gostil Klepet ob kavi? Podpora nosečnici strani bodočih dedkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter dedkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med vsiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti ob prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. V soboto 8. februarja nosečke srečke vabljene na delavnico priprave na porod in starševstvo. Obdelali bomo tematike čustvene in fizične priprave na porod, pa o pasteh, trikih, prednostih dojenja, fitomedicini v časi med in po nosečnosti, uporabo aromaterapije, pa tudi kako se spopasti z utrujenostjo po porodu, kako na naraven način pomagati dojenčku pri najpogostejših zdravstvenih izzivih brez antibiotikov. Vabljeni tudi očki v soboto 8. februarja. Kako prepoznati ujetost v toksične odnose in se zaščititi? Kaj je v vaše življenje sploh pritegnilo takšno osebo? Kako preprečiti manipulacije in zlorabe vaše dobrote, ustrežljivosti in prijaznosti? Kaj je v nas takšnega, da smo si sploh dovolili biti magnet za tovrstne odnose? Vabljeni na predavanje o osvoboditvi od stropenih odnosov v četrtek 13. februarja v Ljubljani. Monika, iskreno si spregovorila o vseh svojih težavah in stiskah. Kako pa zdaj iz tega lahko pride človek? Kakšen je tvoj epilog vsega tega zdaj? Ja, pri meni sta bile odločilne dve situacije, ko sem bila pač zlorabljena, in pa tudi v bistvu 1 leto me nekdo ustrahoval, ki je delal na takem uradnem položaju, in sem v bistvu takrat šla do sinove, pač sina peljala na en pregled in od tam sem dobila potem povezavo z Ljubljano, z družinsko terapevtko, k kateri še danes hodim. Zadeve sem prijavila, sicer so delali kriminalisti v smeri, da jaz priznam, da sem krivo podala ovadbo, da bi prevzela vso odgovornost sama. S tem se nisem strinjala, zelo mi je bilo težko, ampak dejansko sem začela spreminjati sebe, zdraviti te rane, sploh ugotavljati, kaj čutim, kaj so mi ta doživljanja vzbujala, kaj mi vzbujajo, in da sem v bistvu tudi ta strah pred ljudmi, ker sem se pol za toliko in toliko let dejansko izolirala od ljudi, spoznavala te občutke, kdaj se počutim varno, dokot lahko pustim ljudem blizu, in sem v bistvu potem tudi zamenjala identiteto, da sem lahko zgradila svoje novo življenje. No, zagotovo se v Sloveniji tudi naši kriminalisti po najboljših močeh trudijo vendarle zaščititi žrtev. Zanima nas pa tudi Simonina zgodba. Simona, prosim, v nekaj besedah, kaj se je dogajalo? Ja, v bistvu jaz sem se že rodila kot nezakonska, mami, ki me je v bistvu pustila pri stari mami. In moja pokojna stara mama je zmeri skrbela zame in za mojo polsestro, potem kasneje, ki se je rodila. In ona je v bistvu živela v zelo velikem nasilju, ker je dnevno stara ata lomil kosti, razbijal po hiši, grozil, da jih bo pobil. Tako da dejansko sem jaz odraščala v nekem vrsti nasilju. Ampak jaz v bistvu to nisem tako občutila, ker je stara mama bila zmeri tista, ki je v bistvu poskrbela, da se nam ni nič zgodila. Potem sem pa jaz v bistvu prišla v drugo okolje, k mami, ki me je vzela, ko se je začela šola, mala šola. In v bistvu jaz sem se tam počutila zelo nesrečno in sem v bistvu
celo življenje in nekako bila nek upornik, da je dejansko, da bi me razumela, da bi me sprejela kot nezakonsko, da bi mi v bistvu vračala tisto ljubezen, ki jo nisem v bistvu pri njej čutila. In s tistim uporništvom sem jaz pri 15 spoznala bivšega moža. Zelo hitro sem tudi rodila v bistvu hčerkico, a ne, nisem bila niti stara 17 let. In potem še 2 otroka. Ampak v bistvu, ko me je prvič udaril, sem se počutila krivo, da nisem nekaj v redu naredila. In ko sem pač mami klicala za nasvet, je rekla, tako, ko si poslala, tako boš pa spala. Dejansko sem pa 15 let živela v nasilju. Je bil tudi tak občutek, enkrat me je udaril in verjetno me ne bo nikoli več, je tako? Ne, dejansko je bil občutek, da sem si zaslužila to Ja. udarca, ne? Da pač nekaj ni bilo v redu. In vsakič, ko sem bolj skuhala, bolj pospravila ali bolj zrihtala otroke, zmeraj je bil v bistvu neki izgovor, da je lahko, a ne, za spet udaril. Tako da sem v bistvu po 15 letih vložila za ločitev. In res v bistvu v 3 mesecih sem bila ločena, ker je bilo urgentno. In po ločitvi sem se jaz nekako počutila nekako osvobojeno, ampak dejansko nisem si pričakovala, da me v bistvu pričakoval še večji pekel, kakor me je, a ne, v zakonu. Ker se je bivši mož pa njegova nova partnerca spolno spravila v bistvu na sinove. 6 let je bil star, ta najmlajši, ta sreden 14. Sicer je ta sreden pol to zanikal, a ne, na sodišču, ampak spoznana je bila v bistvu gospa za krivo. Dobila je pogojno kazen, ker je bila v zmanjšani manj prištevnosti na ravni 10 let starega otroka in je ona to kot smatrala kot neko igro. Istočasno je pa v bistvu proti meni vlagala kazenske ovadbe, da sem jaz njej grozila, da sem jo hotela ubiti, da je splavila zaradi mene v glavnem 10 let sodišč dokazovanja, kdo je komu kaj naredil. Tako da na srečo se je to nekako rešilo. Vmes sem spoznala drugega partnerja, ki je bil pa v bistvu psihično nasilen, ker je pa v bistvu veliko hujš, kot če te človeka ne udari. Kot da se ti programi, ta naravnanost nadaljuje skozi življenje, je tako? Še To so nekaj minut vzorci, če imamo. lahko. Vzorci, ker še to me zanima, morda Goga za konec. Najbolj grozna zgodba je, ko nimaš podpore kriminalistov, sodnega sistema, ko žrtev ponovno doživlja travmo oziroma naj prizna, da je kriva sama. Hvala lepa, Simona, vam je bilo še kaj? Ja, izvolite. Recimo, jaz sem iz tiste krize ven, ker sem pol takrat, a ne, sem našla v bistvu pomoč pri policiji Medvode. So bili zelo korektni in so zelo pomagali. In dejansko pomagala mi je zelo veliko gospa Vlasta Nussdorfer in Beli obroč. Brez njih v bistvu mene ne bi bilo danes tukaj. Vmes sem v bistvu spoznala Gordano in skozi Gordano sva v bistvu res naredila tisti hud trenutek, v bistvu tisti velik trenutek, da sem nekako začutila, da mi verjamajo, pa da so še ljudje v bistvu, ki so na moji strani. Tako, hvala lepa, Simona, in ob tem seveda pozdravljamo našo izjemno varuhinjo za človekove pravice, te funkcije so ključne. Goga, kako lahko, bivša seveda varuhinja, ampak vendarle v stavku 2 se kaj spreminja v Sloveniji sistemsko, da lahko zaključimo pozitivno z vsemi temi zgodbami? Torej, jaz bi poudarila še vedno, spregovoriti treba, poiščite pomoč, kar se da iz tega izviti. Sicer traje, tako kot vidite, tudi 10 let in več, ampak če ne začneš, tudi ne moreš nekje te poti zaključiti. Zdaj vesele smo, resno pozdravljamo to pobudo Nove Slovenije, ki je julija oziroma poletje enkrat predlagala spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bi v bistvu storilcem kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, sicer oni nas splošno res pozdravljamo,
Torej, da bi se zastaralna doba ukinila. Tako, ja. Konec septembra je prva obravnava v Državnem zboru celo bila z 75 glasovi potrjena. Ta predlog je bil pozitivno sprejet. Ker čas nam je že potekel, žal. Vem, Goga, da lahko zaključiva tudi s tem, da se pridružujemo tistim državam, dvema sicer Srbija, Združeno kraljestvo. Srbija, Velika Britanija to že imata, edini v Evropi, tako da upam, da se jim pridružimo. Tako je, hvala lepa vam vsem trem. Zelo pa je pomembno, da pri teh res težkih situacijah in izgorelosti poskrbimo tudi za naše fizično telo. O tem pa nam bo zdaj nekaj povedala Marija Ana Kolman, kako si vendar lahko pomagamo. Ampak kombinacija, ki jo je pravzaprav priporočil dr. Korepanov, ima prednost v tem, da zlati koren kot izjemen adaptogen skupaj z čago, ki je tudi imunomodulator, in ima poleg tega tudi druge lastnosti, oziroma o učinkih zlatega rožnega korena. Pri dr. Korepanovu sem bila pozorna na nekaj bistvenih stvari in mi mogoče z tega stališča, tako kot on, priporočala ta proizvod ljudem, ki so v klinično slabem stanju in ki nimajo veliko časa, da pravzaprav izstopijo iz tistega rizičnega stanja. To pomeni, ko je potreben hitra vzpodbuda, da se organizem regenerira. Potem pri ljudeh, ki imajo ali pa sindrom pregorelosti, kronične utrujenosti, tudi živčnosti, depresije, brezvoljnosti in tako dalje. In pri ljudeh, ki imajo velike psihične in fizične obremenitve. Torej, za vsako žrtev je težko priti ven iz te teme, a vendarle se da. Poskrbimo za fizično telo, predvsem pa o tem spregovorimo in poiščemo pomoč. Hvala lepa, da ste bili z nami in srečno.